In ostala nam je še misel dneva, ki se tokrat glasi. Pomembno je, da vse počnete z ljubeznijo. Tako dodate poseben pridih vsemu, čemur se dotaknete. Dodate svetlobo in dodate ljubezen. In dodate ljubezen, ja, in pa še nekaj številk, Lili. Ja, kar nekaj jih imamo. Kar nekaj jih imamo. Lili Sorum je danes z nami numerologinja in motivacijska svetovalka, ki je za nas izbrala to lepo misel. Ampak številk pa res ne bova zanemarili, še kako so pomembne v našem življenju. Pa ne samo na bančnem računu. Pa tudi ne samo v obliki matematike. Ja. Kaj nam sporočajo številke? V bistvu številke so tako, jaz rečem, da so žive, pa me potem oči čuden gledajo. Tako kot nosi živ, isto število diha, nosi neko sporočilo, nosi neko modrost. Čem hočemo prisluhniti, ne se vemo, če smo pa tako, pa. Rekli ste prej, ko smo malo klepetali, ni slabih številk. Ne. Vse številke so dobre. Tudi recimo, vi imate zdaj 13. rojstni dan, ne, vse najboljše. Torej, pomeni nič slabega, ne, pa ko govorimo karma, pa tako naprej. To samo določene lekcije prinaša za seboj. Ni pa nobeno število izrazito samo dobro ali pa samo slabo. Si tudi nič v življenju ni samo dobro ali samo slabo. Numerologija je ena najstarejših ved, zelo stara veda, lahko rečejo, tudi zdravilna. Ja. Veda. Včasih jaz sem pa zelo presrečena, včasih so števila dobesedno častili kot bogove. Si recimo, če si rabil energijo preboja, si molil k enki, ker enka je tista, ki simbolizira korak naprej, na začetek, pogum, ne, biti pionir, ne. Tako da ja, včasih je bilo to prav način življenja, ne samo neko znanje, tako kot si danes predstavljamo, prej sem rekla matematika, ne, to ni nekaj, kar se nadudlaš, ampak je nekaj, kar pa čutiš in lahko zelo uporabiš v svojem življenju. Vsaj veliko ljudi je zelo občutljivih sedaj imena, ne, to je zdaj tudi strašna modernost, spreminjati imena v skladu z numerologijo. Tudi vi ste vedno bili Lili Sorum ali je to? Ne, je tudi spremenjeno. Tako da lahko iz osebnih izkušenj povem, če imaš neko jasno vizijo, če veš, kaj želiš doseči, je to orodje tega. Ne boš si zdaj ime spremenil, pa boš lep, mlad, bogat, pa tako naprej. Ampak dejansko so. Tista vibracija, naše ime je vibracija, ki jo mi oddajamo v vesolje. Se pravi, definicija nas, ne? Tako kot če bi nam dali deklaracijo. In dejansko ime je to, ne? Če ti veš in resoniraš s tem, je v redu. Zdaj tisti, ki pa spreminjajo ime, če rečejo, ne vem, iz nekoga, ki je zelo plašen, v nekoga, ki je potem hrabri miška, pa ne gre, ne? Ker ne vibrira, ne resonira v bistvu s tem. Se vam je življenje potem zelo spremenilo, odkar ste Lili Sorum? Spremenilo kot spremenilo ne, ampak jaz sem se, v bistvu kako samega sebe dojamaš, ne? Se pravi, jaz kot jaz sebe veliko bolj najdem v tem imenu. Tudi v samem numerološkem izračunu, takrat, ko sem gledala, meni ni šlo za to, da bi se mi spremenilo nekaj, ampak sebe sem bolj našla v izračunu tega. Je pa izjemno podobno vibracijsko prvemu imenu, kar mora vedno biti. Mi smo že 13 let dobro jutro, to je kar posrečeno ime. Ja, to je super ime. Tudi. Zdaj bomo tako rekli, glede na to, da prvi samoglasnik je 6, zelo veliko topline oddajate. Ne se, če pogledava tale lep ambient, pa rumena in tako kot sonček, ker je za dobro jutro, tudi ko samo oddaja, jaz se tudi že dolgo časa spremljam, je res jutranji sonček, no, ki ti polepša dan, ki je neka toplina, ki je neka razumevanje, ki so tudi neka uporabna znanja, bom rekla, ki jih pol vzameš v srčko sabo za čez cel dan. Tako da super ime ste si izbrali, pa tudi super modelate, kako bomo temu rekli, pravico ali kako. In 13. potem sploh ni slaba številka? Ne, 13. Ne. Kaj se skriva v njej? Če zdaj razčlenimo, enkrat so prej rekli, ne, novi začetki biti odprti, zdaj sploh tudi datum rojstva, bomo rekli, dobro jutro, če se števa, je enka, se pravi, je prodorna oddaja, se pravi, odpirate poti nekam naprej, kažete drugačne zorne kote osebam. In potem je zraven trojka je pa ustvarjanje, je sonček, je kreativnost, je optimizem. Se pravi, kombinacija je super. Dejstvo je, da bo tudi neke stvari iz preteklosti se ponovadi v 13. letu pokažejo, pa jih je treba pogledati, ampak vaša preteklost je čudovita, tako da v bistvu vi bi mogli biti ful veseli za tole leto, ki prihaja. Ja, se smo rekli, smo eni redki, ki se sploh ne sekiramo za leta. Bravo, tako. Leto je samo številka. Več kot jih je, boljši smo. Tako. In dovolite, da preberem še eno lepo čestitko, ki je tudi prispela na našo Facebook stran. Malo prej sva govorili o rojstvu. Vse naj vam želim, pravi gledalec, velikokrat gledam vašo oddajo, si bom pa zapomnil vaš rojstni dan, saj se je naši družini pozno zjutraj pridružil nov član in bomo skupaj praznovali. Tomaž Kavčič sporoča čestitke, Tomaž, tudi vam. To pa je lepo deliti rojstni dan še z nekom. Dober dan za rojstni dan. Zelo dober dan za rojstni dan. Ne glede na te polne lune in... Dobro, polna luna je bila samo zdaj, ne? Ja. Pa ste bila včeraj. Biti rojen ob sredah?
Nek tako v sredini tedna nekako. Čeprav štirka simbolizira temelje, se pravi, je stabilnost tukaj prisotna, se pravi, nekdo, ki bo odločen, ki bo stvari jemal resno, tega mislim, da zelo manjka trenutno v svetu, tako da je zelo dober dan za rojstvo. Kako je pa z ničlo? Ničlo pomeni pa vse ali nič. Nič je dejansko potencial, ki se lahko, se pravi, sprosti, lahko se razvije, oziroma lahko pa pač ostane samo pri tem, da je potencial. Tako kot mi, neko idejo imamo, pa je pa zelo od nas odvisno, ali bomo sledili, ali bomo potreben trud pa energijo vložili, ali bomo samo domišljijo vklopili. Se pravi, ne smemo se bati prav? Ne. Nobene številke? Ne. Vse so dobre, vsaki je nekaj dobrega. Tako. Vsaka nekaj krepi in vsaka bo, jaz raje rečem, da na nekaj opozarja, se pravi, nosi neko lekcijo, nek nauk, ker v življenju smo zato tukaj, da se nekaj naučimo. Moj spran, če bi vse znali, bi sedeli na oblaku, harfo bi špili ali pa dolg čas bi nam bilo po moje. Torej, le pogumno zbirajmo enke, dvojke, trojke, štirke, petke, vsa števila v našem življenju, veliko nam sporočajo, bodimo pozorni, pa ne samo, ko gre za matematiko. Ali pa za loterijo. Loterijo, položnice in bančni račun. Lili, vas lahko povabim, da skupaj tudi še, poglejte, danes nam vsi tako lepo čestitajo tudi vi, dragi gledalke, spoštovani gledalci. In zdaj še, poglejte, ta čudovita torta, rekli smo, ja, ko je več sveč, kot je večja torta, ja. Vsa naša ekipa se nam pridružite, rekli smo, ne bomo šteli let, raje se potrudimo, da nekaj štejejo leta, ki smo jih preživeli z vsemi vami, dragi gledalke, spoštovani gledalci. Hvala vedno za vašo podporo in družbo. Ja, in rojstni dan je tudi vedno priložnost za nove začetke, pa vse lahko začnemo znova in naredimo stvari še boljše. Ga bomo pihnili? Ga bomo pihnili? Dobro, vse najboljše. 3, 4. Evo, še na mnoga leta. Ja, ni še, David, dej. Pomagaj. In na nove začetke. Jutri z vami že naša četrtkova ekipa. Srečno. To sem nekaj naučila. Ja. Hvala, prvi ventilira.